dobrodošli, hvala za vaše komentarje že zdaj, torej napišite mi v chatu, da vas vidim, slišim, da me vidite v redu, da me slišite v redu, s kje prihajate, tako da vas malo vidimo, s katerih koncev vse ste, tako da hvala lepa za to deležbo in seveda, da ste z nami. Dajmo še kakšno minutko počakati, v tem času seveda z veseljem sprejemam vaše komentarje, povratne informacije. Lep pozdrav seveda vsem skupaj, dobrodošli. Še enkrat hvala za vašo udeležbo, hvala za to, da ste z nami znotraj Facebook skupine, hvala za to, da ste z nami znotraj Zooma. Ena in druga skupina ljudi seveda nas vidi, sliši in to je najbolj važno. Tako da dobrodošli, hvala lepa. Iz Nemčije imamo tudi nekoga, Gaj pri Pragerskem in Žalc in Vrhnika in Sežana, Kamnikdarja, evo lepo, Petra iz Krškega. Kako lepo, lep pozdrav. Stara Gorica, kako lepo. Mislim, to je naša Gorica, bi se rekel. Murska Sobota, danes sem bil Martina v Murski Soboti in predaval. Robert iz Murske, niti nisem bil v Murski, zjutraj, ko sem se vozil, srečam traktor in potem uporabim vse moje sposobnosti, da sem mirno, nekako potrpežljivo počakal Črnomelj. In lepo zdrav Kranj in Vrhniko še enkrat, Mojca, lepo zdrav. In Vesna iz Postojne, kako lepo. Dobrodošli. Počakam še kakšno minutko, samo toliko, da se zberemo, da smo tukaj. Hvaležen bom za tiste, ki ste danes na Facebooku, če kliknete na všeček, toliko, da vem, da me vidite, slišite, s tem mi date tudi signal, da bojo vsebine, ki jih imamo za vas uporabne, koristne. Tjaša iz Vojskega in Vesna iz Cela in iz Lesc imamo nekoga, nisem točno prebral imena. Čau Valentina v Trst, kako lepo, dobrodošla. In Maribor, Marjeta iz Borovnice, Suzana iz Novega mesta, pozdravljena. In Janko iz Divtomera in iz Kopra Zorica, kako lepo Zorica, da se vidimo. In Mojca iz Vajdušne, evo. In Medita iz Maribora. Glas Kočevja je tukaj, Suzana, dobrodošla. Tjaša z Gorenjskem, Suzana, Maribor in Zorica z Domžal. Hvaležen sem za komentarje, za vaše pozdrave, hvaležen sem za to, da ste všečkali našo objavo znotraj Facebook skupine. S tem bo tudi lahko ta vsebina vidna večjim ljudem, ki so znotraj te naše skupine. Jaz sem pripravljen, da začnemo. Hvala lepa, seveda, ko se nam pridružite, pozdravite, napišite v skupino, da vemo, da ste, s kje ste in seveda toliko, da tudi ta skupina oziroma ta druščina med sabo sodeluje. Jaz sem pripravljen, da začnem. Torej, začenjamo, kot rečeno, delavnico, s katero bomo šli skozi 4 vsebine, 4 dni. Na tej delavnici boste lahko spoznali, kako lahko uporabite coaching, svetovanje, mentoriranje za sebe, za svoje najdražje. Jaz bom seveda hvaležen, vesel, da boste z mano danes in da boste postavili razna vprašanja tudi na koncu. Torej, priložnost, da bomo imeli vprašanja, bo čisto na koncu. Upam, da se vidi moja slika, torej, da se vidi moj slajd. Ker zdaj, če sem tako, vidite mene, samo tako, da vidite razliko, zdaj pa vidite ta slajd in da vidite nekje v čisto malem vogalčku mene, samo toliko mi napišete, da vidite in mene in vidite sliko, torej te prezentacije, ki imam za vas pripravljeno in da lahko mi štartamo sedaj, torej, če se vidi obojno, mi samo napišite in slika in en majhen kvadratek z mojo pojavo oziroma z mano. Torej, če se vidi oboje, mi napišite in potem mi štartamo. Odlično, super, hvala lepa, vse ok, zvok in slika, kot se šika, bi rekli, ne. Torej, začel bom z eno zgodbo. In to zgodbo najbrž poznate. Zgodbi, kako je en voznik tovornjaka zapeljal pod most in se tam ujel, ukleščil. No in potem pridejo različni strokovnjaki iz različnih področij, kjer vsi proučujejo načine, kako bi ta tovornjak rešili in nihče ni našel rešitve. In ko so že skoraj obupali, pride mlad fant, ki reče, kaj če bi spustili nekaj zraka ven iz gum, da se bo tovornjak rahlo spustil in potem varno, brez poškodb, zapeljali ven.
zgodba nas uči predvsem to, da včasih je problem to, kako mi gledamo na problem. In poanta coachinga, tega, kar mi danes govorimo, je to, da najdemo drugačno vprašanje, drugačen pogled in drugačno usmeritev, kako gledamo na določen izziv, problem in seveda s tem tudi najdemo pot, da se bo ta problem lažje rešil. Ja? Torej, danes, ko bomo govorili o tem, bi se vam najprej seveda rad zahvalil, da ste mi zaupali, zato da ste si vzeli čas, da investirate vase, da ste rekli priložnosti da, to pomeni, da se nekaj novega naučite in seveda, da boste s temi znanji lahko spremenili neko življenje sebe in drugim okrog sebe. Zdaj, ko bomo šli skozi te vsebine danes, bi rad, da pomislite, kako lahko največ odnesete od te delavnice. Torej, prva stvar, da izklopite moteče delavnike, da si date zapiske zraven, da sodelujete v klepetu. Jaz si želim, da ste udeleženi v klepetu, eni mi ne pišete, Aleksandar, ta klepet je skozi se nekaj dogaja, v resnici to pomeni, da ste tam, da ste aktivni, da participirate, da se tudi aktivno učite. Potem seveda všečkajte ta posnetek, še posebej tisti, ki ste na Facebooku, lepo prosim za vaš všeček, da mi tudi pomagate, da bo Facebook pokazal ta posnetek še komu in seveda tudi, da date feedback, da so te vsebine za vas koristne. Dajte si narediti neko to-do listo, torej listo aktivnosti, ki jih boste na podlagi te delavnice naredili in izberite, naredite en konkreten korak. Torej, če ste padli, če imate zdaj neke izzive v življenju, če ne veste točno, kako bi šli naprej, kako bi si naredili preboj, dajte se pobrati, pojdite naprej, naredite korak naprej, sledite svojim sanjam, verjemite, da se to da narediti. Torej, ta urnik, ki ga imamo zdaj objavljenega, ga sam ponavljam, ker ste ga že tudi dobili, ima za tiste morda, ki ste prišli direktno v skupino prvič. Danes govorimo na splošno o priložnosti coachinga, mentoriranja, svetovanja. Danes bomo šli tudi pogledati razlike med temi različnimi koncepti delovanja. Torej, nek uvod naredimo danes. Potem nas čaka jutri, torej v petek, ob isti uri, bolj konkretno delo, zato da spoznamo strukturo, kako poteka coaching srečanje, kaj je tudi samo coaching oziroma coaching samega sebe in tako dalje. Potem nas čaka v ponedeljek izbira niše, praktična uporaba coachinga. Zelo konkretno bomo šli pogledati, za tiste, ki vas zanima mogoče poslovni model tega področja. In v sredo, kako lahko dosežete cilje, rezultate s coachingom, spoznali boste en konkreten poslovni model, ki se uporablja v coachingu. To so zdaj še točne urniki, datumi in ure, tako da dajte si jih že sedaj v koledar, da boste si takrat rezervirali čas, da boste imeli neko pomnik, ki vam bo pomagal, seveda, da boste si rezervirali čas in bili skupaj z nami. Zdaj pa, 3 cilje imam za to delavnico. Torej, cilj številka 1 je, da poznate vsaj eno koristno coaching tehniko ali pa tehniko tako imenovanega samo-coachinga. Že samo to, če boste slišali eno koristno vprašanje, coaching vprašanje, ki boste ga potem nenehno uporabljali v svojem življenju, bo ta moj cilj dosežen. Drugič je, da se premaknete naprej proti ciljem, da boste nekaj naredili, da naredite en konkreten korak, kajti s tem boste tudi hitreje, lažje prišli do svojih ciljev. In na koncu, da se vsaj enkrat nasmehnete. Torej, in nasmešček vas bom povabil, da naredite čez vse 4 dni. Torej, tisti, ki do srede, ko zaključimo te 4 delavnice, ne naredi nasmeška, bom pač začel govoriti vice na koncu. No? Tako da, ja. Lepo prosim, da se vsaj enkrat nasmehnete, da boste dobre volje. In to je lahko predvsem spontano. Včasih se ljudje nasmehnejo takrat, ko slišijo neko vsebino in rečejo, mama mia. To že vse vem in tega nisem naredila. To se vam bo zgodilo dostikrat, ko boste poslušali, pa se vse to že vem in kako da nisem nekaj naredila že, kako da nisem šla v akcijo, kako da nisem s tem, kar že vem, nekaj konkretnega naredila v svojem življenju oziroma pri svojem delu. Tako da ja, to je eno tako pomembno področje, ker se mi tudi meni dostikrat zgodi, da imam neki aha trenutek za nekaj, kar vem, da bi moral narediti in tega še nisem naredil. Ja? Ne vem, če imate tudi vi kakšno tako področje. No, potem dajte si delati zapiske idej. Jaz dostikrat dobim neko idejo, ki včasih niti ni povezana s tem področjem. Ko predavatelj nekaj govori in potem dobim idejo in na koncu izberite eno. Ja? Torej, kdaj znate dovolj, pomislite na to, znate dovolj takrat, ko znanje uporabite v praksi oziroma ko spremenite vedenje. Torej, novo vedenje lahko prinese nov rezultat. In še nekaj, zdaj, ko smo skupaj zbrani, še posebej, če nimate kamere vklopljene, lahko delate, kar hočete. In na skrivaj lahko tudi pokažete jezik, če želite v ekran. Samo toliko želim, da ste v nekem bolj pozitivnem čustvenem stanju, popravite malo držo, kakšen nasmeh in tako dalje. Zdaj,
Delavnica in teme, ki jih ponujam, jih ne ponujam kot nekdo, ki vam svetuje, kaj narediti. Še posebej bi rad dal tukaj disclaimer za področje coachinga v zdravju. Ja? Ker ljudje želijo in hočejo neko konkretno rešitev. Vedno znova pri investiranju denarja, pri zdravju, na različnih področjih se posvetujete strokovnjakom. Torej, če imate neki zdravstveni izziv, prosim, obiščite zdravnika in se z njim posvetujete o tem. Ja? Kaj pa namen delavnice? Namen delavnice je, da pogledate, kako lahko dobite več izbire, več možnosti. Zdaj bo, ne vem, če se zavedate, da bo 50 let, odkar je NLP nastal, torej neurolingvistično programiranje. In coaching je zrastel ven iz tega, da uporablja te tehnike v temu konceptu postavljanja vprašanj. In ko sta Richard Bandler in John Grinder pred leti opazovala odlične ljudi, sta opazila, da ti ljudje imajo znotraj modela sveta, znotraj njihovega razmišljanja več izbire. Imajo več načinov, kako lahko za nekaj se odzovejo, reagirajo in tako dalje. Torej, namen bo dosežen takrat, ko boste imeli več izbire, več fleksibilnosti, več možnosti, kako se lahko temu seveda postavite oziroma izognete, da nimate samo ene pa dveh možnosti razmišljanja, izbire, delovanja v notranjem svetu. Torej, kaj nas čaka? Poglejmo si samo na hitro, kaj nas čaka. Torej, spoznali bomo, kaj so dobra in kaj so slaba vprašanja. Nekaj danes, nekoliko več tudi jutri. Torej, ta koncept dobrih, slabih vprašanj nas zanima, pomembno, da se v njih poglobimo. Potem, kaj bomo še spoznali? Na zdravje, hvala, se pravičujem. Ja, spoznali bomo odprta, zaprta vprašanja. Zadnjič mi je nekdo rekel, ko sem kihnil, sem rekel, Aleksandar, ti moraš kar spustiti, ne smeš tako se zadrževati. Če bi zdaj kihnil, koliko kihnem zares, bi vam počel Bornič. Ja, tako da sem se dovolj zadržal. Slišali boste danes oziroma jutri, kaj so odprta, zaprta vprašanja. Tukaj je zelo pomembno, da razumete razliko med enim in drugim in tudi namen enega in drugega v coachingu oziroma v coaching procesu. Potem boste slišali, kakšna je struktura coaching srečanja. To bomo jutri zelo natančno spoznali, ker bi rad, da imate strukturo oziroma ogrodje. Plus, da bomo v sredo, to je na 4. coaching srečanju, spoznali eno strukturo coachinga v poslovnem, mogoče bolj v poslovnem svetu, ki se uporablja. Tako imenovan grow model. Potem bomo si pogledali vrste vprašanj, ki jih lahko uporabite v coachingu, torej bomo malo razlikovali različne vprašanja, ker to, kar se mi zdi pomembno, je, da boste vedeli, kakšne tipe vprašanj sploh imamo na voljo kot orodja za coaching. Naredili bomo vprašanje, kaj naredimo takrat, ko trčimo v zid modela sveta klienta. Kaj se zgodi takrat, ko pridemo in mi vemo, kdaj trčimo v zid? Kdaj pridemo do meje, ko ne moramo iti čez to mejo? Ko smo dosegli mejo modela sveta našega klienta ali pa tudi pri sebi, kaj takrat narediti in seveda, kako zaobidemo, prebijemo, zrahljamo zid modela sveta klienta. Zid je lahko omejujoče prepričanje, vrednota, ki je v konfliktu in tako dalje. Torej, kako to zaobidemo? Pogledali si bomo razlike med coachem, mentorjem in terapeutom, to bomo naredili danes. Danes smo rekli, da postavljamo temelje našega dela. Pogledali si bomo, kaj je temeljno vprašanje v coachingu in zakaj je to pomembno. Eno izmed najbolj pomembnih vprašanj v coachingu je temeljno vprašanje. In rad bi izvedel z vami, to bi rad naredil v ponedeljek, in sicer z vami bi rad naredil hipnozo s coaching vprašanjem. Boste videli, kako lahko v resnici z coaching vprašanjem naredite hipnozo. Tako da prvič v živo pred publiko, tako v tem modelu. Rekel sem že, da spoznali bomo tudi grow model v coachingu, torej res nas čaka veliko znanja, v sredo nas čaka to vsebina in številne druge tehnike, praktične primere in tudi uporabne vsebine. Zelo mi bo dragoceno, če mi boste kaj napisali tudi, kaj vas zanima. Torej, skozi vaš klepet oziroma chat bom šel ali na Zoomu ali na Facebooku in šel skozi vaše vprašanje, tako da lahko še dodam katero izmed koristnih in zanimivih vsebin, kaj vas zanima. Ja? Za danes sem že rekel že prej, jasna definicija, kaj je coaching, kakšna je razlika med coachingom, mentorstvom, terapijo, svetovanjem, kaj so dobra, slaba vprašanja, naredimo uvod, jutri nadaljujemo s tem, kako z vprašanjem začenjamo negativno čustveno stanje in tudi nekoučabilnost. Jaz priznam, da sem doskrat nekoučabilen in to ni najboljše. In na koncu naredimo eno tako skupno vizualizacijo za spremembo življenja. Tako da to je urnik ali pa dnevni red, dam na glasovanje, da potrdite. Upam, da je ta dnevni red v redu. Torej, mi štartamo. Torej, hvala za potrditev dnevnega reda. In
vabim vas seveda še enkrat, povabite vaše podobno misleče ljudi, ki jim bi lahko coaching znanja utegnila koristiti, našo Facebook skupino. Mi smo zadnjič potem za tiste, ki ste bili zelo aktivni, potem smo videli, da vas je bilo veliko zelo aktivnih, tudi dali pol eno darilo znotraj Facebook skupine, tako da vabite in seveda hvala, ker to naredite. Seveda, kako to naredite, to je zelo enostavno, greste na povabi v Facebook skupini oziroma na telefonu, če imate v angleščini, kliknite na pač gumb invite in zberite recimo ljudi, ki mislite, da lahko jim coaching znanja koristijo. Pozor, te 4 dni, danes sem ravno bral vaše prijave, ki ste se prijavili, in potem njih prej dobim eno prijavnico in v opombe napiše gospa, da je sledila naši zadnji delavnici Preboj, ko smo imeli 4 večere, shujšala 7 kg, 2krat na teden obiskuje fit vadbo in nasploh ima več energije, hvala. Prebrala vse moje knjige, zdaj sicer ne vem, ker jih imam res dosti, tako da nisem prepričan v to, dobro, pustimo. Tudi večkrat potrebujem še dodatno motivacijo, ker skrbim za obolelo in starelo mamo, sveža upokojenka. Nisem napisal imena, ker sem prosil za dovoljenje, potem sem pozabil vprašati za njeno in če lahko tudi njeno ime objavim. Torej objavljam to njeno mnenje, feedback in s tem tudi bi vam rad dal, kako lahko te 4 dni največ odnesete, tako je naredila ta naša gospa, ki je prišla z neko idejo, da nekaj naredi, je bila, je sledila, se dela zapiske in potem naredila ta preboj. Torej, statistika, ki je zanimiva za nas, da štartamo, je coaching. Coaching industrija leta 2015, 2 milijardi vredna industrija, coaching industrija leta 2020, 20 milijard in raste. Pozor, res zakaj za IT-jem je coaching industrija, torej druga najbolj hitro rastoča industrija, panoga na svetu. Zdaj, 90+% milenijcev, ko so naredili raziskavo na LinkedInu pred kratkim, in bomo hvala videli, kam vi paščete, v katero skupino, ko vam bom dal starostne range, oziroma v katero skupino pašete, 90% in plus ljudi si želi mesečno investirati v svoj osebni napredek in razvoj. In tukaj vidimo veliko priložnost za coache, kajti ta skupina, to so milenici, je skupina, ki bo zdaj prevladovala. Torej skupina, ki prihaja zdaj na površje, ki je zdaj v najboljših teh najbolj produktivnih letih, kjer bi s coachingom lažje, hitreje prej prišli do ciljev. Torej tukaj je ena velika priložnost na trgu, ki se zdaj pojavlja, ne samo v svetu, tudi doma. In še ena stvar, kar se je zgodila, je online coaching oziroma tako imenovan avtomatiziran digitalni coaching je eksplodiral. To je ena stvar, ki se je zgodila, ne vem, če se strinjate z mano, se je zgodila digitalna revolucija. Digitalna revolucija pomeni zdaj, da smo ne samo pri mlajših, ki so morali to v šolah uporabljati, temveč v vseh starostnih skupinah prišli do tega, da so se uporabniki navadili na digitalna orodja, da so se navadili, da ta orodja uporabljajo in da si nekateri praktično to tudi želijo uporabljati pri svojem delu. Ne vem, če se strinjate z mano, da ste bili na toliko Zoomih, Facebook skupinah, live-ih in nekih online delavnicah, kot še nikoli v življenju v zadnjih 2 letih. Samo napišite mi tako, da vem, če ste tudi vi izmed teh. No, in ena stvar, ki coaching dejansko prinaša, je, da prinaša tako imenovano finančno in časovno svobodo. Torej, da ne izmenjujete časa več za denar, temveč da imate možnost, da postavite sisteme, s katerimi lahko delate to, kar bi radi počeli, in tudi delate iz lokacije, ki si to želite, in takrat, ko si sami to želite. Da sami izberete svoj urnik in da lahko sami izberete želene lokacijske ali pa druge preference za svoje delo. Pozor, poglejte sami, kje imate svojo največjo priložnost za rast. Torej, kateri del kolesa, ali je to denar, ali je to karijera, ali je to zdravje, prijatelji, družina, ali je to partnerstvo, osebna duhovna rast, rekreacija, zabava, fizično okolje. Katera izmed teh 8 področij kolesa življenja je tisto, kar bi radi najprej naredili spremembo. Danes vam bom tudi dal delovni zvezek in tam so vsa ta področja, tudi ta legenda, kaj pomeni katero področje, je tudi pojasnjena, tako da boste lahko znotraj delovnega zvezka dobili še več informacij. Ko je učenec pripravljen, pride učitelj. Ne vem, če se strinjate s tem. A se je kdaj zgodilo, da ste dobivali neke ideje, zamisli, sugestije, ma jih niste slišali, ker še niste bili pripravljeni, in potem kar naenkrat ste bili pripravljeni in buf, je prišel učitelj. Ne vem, če se strinjate s tem pregovorom. Podobno je v coachingu. Ko je klient pripravljen, takrat pride coach. Ja? Ko je klient pripravljen, takrat pride coach. Zdaj, dober prodajalec
postavljati dobra vprašanja. Ne more biti nekdo dober prodajalec, če ne zna postaviti dobra vprašanja. Konc, pika, trdim, 100%, da to povem, 10%. Ja? Potem, če pomislite, ko smo prišli v prodajalcu, dober partner postavlja dobra vprašanja. Vi ne morete v partnerskem odnosu razumeti partnerja in mu dati neko svobodo, da je to, kar je, kot identiteta, če ne znate postaviti dobrih vprašanj. Dober starš postavlja dobra vprašanja. Mislim, danes, ko govorimo o starševstvu, govorimo to, ne samo to, da otrokom pomagamo, da se razvijajo in postajajo in napredujejo svoje razvoje, temveč da postajajo tudi neodvisni. In neodvisnost prihaja skozi to, da dajemo neka vprašanja otroku, ne samo sugestije cel čas. Dober govornik postavlja dobra vprašanja. Zakaj? Zato, ker če pogledate danes, ko bi naredili analizo te današnje delavnice, ali pa tudi delavnic na splošno ljudi, boste videli, da so teme, ki se vas dotaknejo, največkrat narejene v obliki vprašanj, ne nujno samo trditev. Dober učitelj postavlja dobra vprašanja. Zakaj? Zato, ker se spodbuja z vprašanji, da učenci rastejo naprej, radijo naprej. In ko smo rekli, dober govornik, dobra vprašanja postavlja tudi dober coach. Zdaj, dajmo začeti takoj z vprašanji, ker prvo vprašanje me zanima, a je zakaj vprašanje dobro vprašanje ali slabo vprašanje. Mislim, eno vprašanje, ki doskrat dobivam pri coachingu je, Aleksandar, kaj je zakaj vprašanje, dobro ali slabo? In tukaj, kaj bi rekli vi, samo toliko, da rečete, zakaj vprašanje dobro ali slabo? Kaj bi rekli, na prvo žogo, brez da poznate coaching oziroma te vsebine. Ja, odvisno. Odgovor je odvisno. Ne moremo enoznačno reči, da je slabo ali pa dobro. V večini primerov, tako kot ga ljudje uporabljajo, je slabo. V večini primerov ljudje uporabljajo to, zakaj je vprašanje napačno, kajti z njim lahko omogočite sogovorniku ali sebi, da igra vlogo žrtve, ali pa da si neko zgodbo izmisli. Ker recimo, ko vprašate otroka, tako starši včasih naredijo, rečejo otroku, zakaj si to naredil? In otrok doskrat nima odgovora enoznačnega in reče, zato ker, in potem pride zgodba, ki si jo izmisli. In ta zgodba v resnici mi pomaga, da potem začnem dodati novo zgodbo in tako dalje. Tako da, kot rečeno, ne moramo reči, da je neko vprašanje dobro ali slabo. Je odvisno od tega, kako ga nekdo uporabi. In zato bi radi, da ste odprti v temu razmišljanju. Torej, če bi radi postali dobri coachi, se naučite kaj? Kaj bi rekli? Ena pomembna stvar, ki se res dober coach uči vse življenje. Tega ni konca. Torej, kaj? Tako da vem, da ste še z mano. Ja, dober coach se uči postavljati umetnost postavljanja dobrih vprašanj. Ja? To se uči dober coach vse življenje. Zapomnite si, tega ni konca. In še nekaj, en catch je tukaj. En catch, nisem vedel točno, kako ne prevedem, catch, ne, pa sem rekel, pustim catch, ne bo lepa slovenska beseda, ker sem prvo razmišljal, ali bi bil trik, nisem prvo mislil, da je trik, in tukaj je en majhen, tako da tukaj se pravičujem za to uporabo besede, mogoče bi bilo fajn, zanka, Cvetka, mogoče zanka bi bilo boljši, kavelj, Blaž, hakelc, past, mama mija, kje ste bili do zdaj, ker sem delal slajde, da bi vas imel. Ja? In tukaj imamo en hakelc, tako kot ste rekli, tam je simpatična. Ni dovolj, da postavite eno dobro vprašanje. V coachingu eno dobro vprašanje je čisto premalo. Pomembno je, da postavite dobro zaporedje ali pa pravo zaporedje dobrih vprašanj. Ja? In to je tisto, kar naredi razliko med dobrim coachem, pa coaching, ki v resnici klienta ne pripelje do željenega rezultata. Da ne bom zdaj uporabil slabega coacha besedo. Ja? In da uporabite ta vprašanja ne samo zato, ker zdaj imate vi 10 dobrih vprašanj, ker mi rabimo ta vprašanja prilagoditi seveda cilju, ki ga imamo, zaradi česa tudi coachamo. In zato vas bom prosil, da ne podcenjujete coaching procesa, ker ena stvar, ki se mi dogaja, ker ljudje včasih rečejo, coaching je pa tako enostaven, ker res samo, tako sem dal na rekovajih, za postavljanje vprašanj. Tako da tega ne početi. Zdaj, ena stvar, ki se dogaja v praksi, je to, da coachi niso samo coachi. Mednarodna coaching zveza naredila raziskavo in ugotovila, da 94% coachov vzporedno s coachingom izvaja tudi druge storitve, svetovanja, predavanja, terapije, masaže, pedikure,
celo frizerstvo in tako naprej. Torej, cel kup storitev, ki jih delajo, poleg tega, da so coachi, ali pa coaching uporabljajo kot dopolnitev svojim osnovnim dejavnosti ali pa svetovanju. Torej, recimo, nekdo je predavatelj in coach, predava in coacha. In še nekaj, prednost za tiste, ki imate željo, da bi predavali, da bi radi, da se sliši vaš glas, prednost tega, da ste coachi, predavatelji, da dal to skupino skupaj, je ta, da vi ne rabite imeti toliko vsebine. Jaz lahko izvedem, zdaj, moče malo pretiravam, jaz lahko izvedem 95% delavnice brez kontenta, brez vsebine. Samo z nekimi vprašanji, skozi katere dejansko vodim celo delavnico. Zdaj, sicer tega se ne poslužujem, je pa res to, da obstaja ta možnost, če bi zdaj rekel, nimam nobene vsebine, imam pa odlična vprašanja, dajmo skupaj z našo skupino, ki jo imam peljati skozi ta vprašanja. Naslednja stvar, uporabljajo fizioterapeuti, maserji in tako dalje. Coaching se uporablja odlična kombinacija s hipnozo. Zakaj? Ker mi v bistvu pri hipnozi ljudem pomagamo, da naredimo spremembo, s coachingom pomagamo bolje razumeti sogovornika in tudi bolj precizirati hipnozo, ki jo seveda izvajamo. Tako da tukaj je res ena odlična kombinacija. Coaching se uporablja v prodaji. Jaz si trdim, da so najboljši prodajalci v resnici najboljši coachi. Coaching se uporablja pri vodenju. Danes sodelavci, ki jih vodite z coaching vprašanji, s coaching procesom, vsaj deloma, so sodelavci, ki bodo najbolj samostojni sodelavci, ki bodo lahko nekoč tudi sami postali vodje. Tisti, ki bi radi vzgajali vodje, jih morate vzgajati s tem coaching procesom. Tukaj vam še nekaj statistik na področju coachinga. Gre za skupino Fortune 500, to so 500 največjih ameriških podjetij po prihodkih, in so ugotovili, da je return on investment, to pomeni, ko investirajo 1000 enot v coaching proces, v coache, ki prihajajo in pomagajo svojim sodelavcem, da je return on investment 529%. Mislim, noro. Plus številne nemerljive koristi. V teh 4 dneh ne bom uspel tega narediti, vendar ostanite v skupini, kajti zelo verjetno bom to naslednji petek, verjetno v nekem dopoldanskem času, tako da boste lahko videli posnetek, pripeljal 2 osebi, ki se ukvarjata z internim coachingom, da boste spoznali proces internega coachinga, da boste videli, kako večja podjetja to počnejo sama, da imajo svoje interne coache, ker je to res izmerljivo korist za podjetje, za komunikacijo, za to, da grejo ljudje naprej, da rastejo osebnostno in tako dalje. Mislim, izmeri se lahko večja produktivnost in plus še številne nemerljive koristi, ki jih včasih ne morete izmeriti. Mislim, vse se da izmeriti, sem ne tako matematično, natančno, torej neke kvalitativne metode merjenja, recimo, da so ljudje bolj zadovoljni, da so ljudje bolj motivirani in tako dalje. Ja? Še nekaj, 75% vodij menedžerjev, ki so bili deležni coachinga, rečejo potem sami, da bi radi se to naučili, ker vidijo korist za samo vodenje. Zdaj, pogledamo starostno skupino coachov, da boste imeli malo občutka, kakšna je starostna skupina coachov v tem trenutku, spet gre za podatke Mednarodne coaching zveze. Torej, prevladuje pričakovano seveda generacija X, to je generacija, ki je rojena od 65 do 81. In generacija, ki seveda zdaj narašča, so milenici. Milenici so trenutno stari nekje od 26 do 40 let. Pozor, ta generacija je tudi ta, ki izrazito potrebuje in želi coaching. Ja? Mi imamo vedno več mladih, ki dejansko rečejo, to rabim, to nujno potrebujem, ali pa so izgoreli, so obstali v karieri, ne rastejo več, se ne razvijajo, imajo izzive na nekem področju, ki sem ga dal prej v kolesu življenja. Ja? Torej, kljub vsemu, da zdaj generacija X prevladuje, ja, je priložnost tukaj, ki jo jaz vidim seveda za vse tiste, ki bi radi na tem področju delali, seveda velika, predvsem zato, ker je coachov oziroma potreb coachov bistveno več, kot je možnosti, potreb potem, kot je možnosti ponudbe kvalitetnih coaching storitev. Zdaj, zakaj coaching proces tako hitro raste? Prvič, ker ljudje hitreje rastejo. Drugič, ker podjetja hitreje rastejo, ko imajo coaching proces vpeljan, oziroma ko pozna vodja, podjetnik, coaching orodja. In še nekaj, ko ljudje omogočijo coaching, in bom zdaj takoj govoril, kaj govorim in mislim pod coaching, svojim sodelavcem, 1 uro na teden,
1 uro na 14 dni, ali pa tako, ko omogočijo nekaj, se ne samo poveča prihodke, temveč tudi rast same motivacije in tako dalje sodelavcev oziroma zaposlenih. In še nekaj, ne, mi dosegamo boljše rezultate, dosežke s tem. In na koncu tudi coach oziroma coaching proces se je tako poenostavil, da lahko ljudje živijo, delajo od kjerkoli, to, kar sem že rekel, in tudi zaradi tega je to postala res vamljiva panoga ali pa poklic ali pa poslanstvo, če tako hočete. Zdaj pa, jaz trdim, da vam kot coachem pomagajo coaching znanja tudi spremeniti svoje življenje. Zdaj, eno vprašanje, ki ga dostikrat dobim, Aleksander, ali moram biti kot coach popoln na določenem področju? Ja, če nekdo recimo želi pomagati ljudem pri izgubi telesne teže, ali mora imeti izklesano telo? In odgovor je ne. Vi seveda rabite iti en korak pred klienta. Vi morate na tem področju stremeti se izboljševati, nadgrajevati. In pa dostikrat za nekoga, ki že naravno recimo se ukvarja s športom, da nima nikoli nobenih težav s tem, včasih težko dojemljivo, kako je nekomu drugemu težje izgubiti telesno težo, in zato so največkrat najboljši coachi tisti, ki so sami šli skozi nek proces, skozi neko bolečino. Torej nekdo, ki je šel skozi bolečino recimo ločitve ali pa težkega toksičnega odnosa, je dostikrat najboljši coach, tudi če nima popolnega odnosa, zato ker razume bolečino nekoga drugega. Nekdo, ki je šel skozi bolečino izgube telesne teže ali pa vse, kar je povezano s tem, je dostikrat, tudi če ni popoln, tudi če sam ima še kakšen kilogram ali pa sam ima kakšen kilogram za izgubiti, mogoče boljši coach, ker bolj razume, se zna bolj poglobiti in razume, da drugi osebi ni tako enostavno, kot se nekaterim ljudem zdi. Zdaj, zakaj ljudje v resnici se ta znanja prislužujejo? Največkrat se ljudje naučijo coachinga zato, da pomagajo sebi. 30% ljudi, ki pa pridejo na naše coaching delavnice in na splošno, rečejo, da so prišli zato, da bi pomagali drugim. Torej, večina ljudi pride zato, da bi pomagali sebi, ker se želijo ta proces osvojiti, da bodo sami sebi postavili boljša vprašanja. Jaz trdim, da večina ljudi, torej, da vsi pridejo na koncu zaradi sebe. Ja? Ok. Preden gremo naprej, nekratko omeni, tisti, ki me poznate, morda to veste mojo zgodbo, torej sem predavatelj, coach, mentor, zdaj bo že kar nekaj let, odkar se s tem ukvarjam, najprej kot hobi, slučajno, in tukaj me vidite na različnih lokacijah, predaval sem v 22 državah, 4 kontinentih, to so moje knjige, zadnja nova prihaja čez 14 dni ven. In jaz sem hvaležen, da živim življenje, ki sem si ga vedno želel živeti, da pomagam ljudem. Tukaj vidite en utrinek z moje družine. In ko sem štartal ta poklic ali pa to poslanstvo, ni bilo vedno tako. In sem končal v bolnici. Posledica izgorelosti, prevečja števila kilogramov, težav doma, starši, ki so se takrat ločevali in res cel kup nekih izzivov. Otrok se je rodil nam takrat prvi, je bil nedonošenček 2 kilograma in 14 dni potem končal v bolnici in nisem vedel, kaj narediti. In kot posledica tega je bilo to, da sem v bistvu začel brati. Tukaj sem vam dal en del moje knjižnice, teh knjig je bilo res dosti. Sem šel brati, ne vem, če kdo prepozna, katero knjigo je bila kakšna mu še posebej pri srcu od teh. Če ste kakšno od teh knjig prebrali, me res zanima, napišite mi komentarje. No, in ko sem šel skozi ta težki proces, sem bral, in še zdaj se spomnim, da sem imel skozi neka vprašanja, ki mi niso koristila. Sam sebe sem slabo coachal. In bral sem to knjigo Napoleon Hilla Zadev do bogatstva in skozi se razmišljam, kje pa ta denar, pokaži mi ta denar, kje je ta denar. Jaz že mislim, denarja ni. Ja, in sem dejansko imel vse te knjige dejansko kot neko oporo in potem seveda prebral cel kup drugih knjig, tako da že samo v hipnozi imam več kot 200 knjig in tako da imam res veliko zdaj knjižnico in včasih teh knjig zdaj še na Kindlu kar nekaj, tako da ja. Tako da tu sem začel in to so bili moji začetki, potem seveda naredil cel kup napak in sem hvaležen Albertu Einsteinu, da me je malo potolažil s tem, da kdo ni naredil nobene napake, nikoli ni probal nič novega. Tukaj vidite zdaj moje mentorje, torej Richard Benderja, ki je soustanovitelj NLP-ja, za mene največjih genijev osebnostne rasti, Tony Robbins, pri njemu sem tudi trener, edini trener iz Slovenije in tudi
nekje iz tega dela Evrope, razen da še en hrvaški trener. Potem imamo Paul McKenna, znan hipnotizer, Brian Tracy, s katerim sem tudi skupaj predaval. In tam imam spodaj certifikat master trenerja, ki je nekaj posebnega, neko posebno darilo 2018. Tukaj vidite nekaj mojih študentov, ki imajo tudi vrhunske rezultate, naši udeleženci, ne vem, Ante Šimunđa, ki je z Muro dosegel vrhunski, tudi evropski rezultat, ko je čestitke. To vam sam razlagam zato, kako vsi ti ljudje vidijo priložnost pri tem, da rastejo, da se izboljšujejo. Kljub vsem rezultatom vidijo skozi neko priložnost, da naredijo nekaj dobrega. In zapomnite si, ko ljudje ustvarjamo neke slike in coaching vprašanja nam pri tem služijo, naše možgani ne razumejo razlike med tem, kar se dejansko dogaja, in ne razumejo razlike med tem, kar si mi predstavljamo. Ja, tako da zdaj, da ne bomo morali sebi raje pustiti več časa za coaching in za to. Torej, kaj je coaching? Ja, dajmo definicijo coachinga, začnemo s tem še. Torej, coaching ni kopanje po preteklosti, zapomnite si to. Torej, veliko terapeutov, coachov poslabša stanje, iskanje, ko išče vzrok in včasih ta vzrok namestijo s svojimi vprašanji in s tem kopanjem naredijo še več škode, kot jih je imel nekdo pred samim začetkom. To ni. Ljudje dostikrat mislijo, da je coaching tako, da dobijo 5 vprašanj in pa kar naenkrat dobijo rešitev. Coaching tudi ni mentoriranje. Ja? Coaching, pozor, ni terapija. To je fajn, da vam je jasno. Coaching tudi ni svetovanje. Da vi svetujete ljudem, to ni coaching. In dostikrat ljudje ne razumejo razliko med tem, kdo je mentor, to je nekdo, ki spodbuja, pokaže, vodi, in kdo je coach, to je nekdo, ki sprašuje, spodbuja, spremlja. Ja? Pozor, mentor je strokovnjak na svojem področju in pomaga drugim svojimi izkušnjami. Pika. Zdaj pa, ko smo rekli, terapeut se največkrat ukvarja s preteklostjo. Največkrat. So izjeme, zdaj nočem posploševati spet. Coach se ukvarja z vami od danes v prihodnost. Torej, hočem, da razumete to razliko med enim in drugim. Ja? Coach gre pogledati, kaj je zdaj in kam greste in kako vam lahko pomaga, da boste to uresničili. Hitreje uresničujemo cilje. Recimo svetovalec je pa nekdo, ki vam na podlagi nekih analiz naredi in vam poda odgovore, strategijo, kako naprej. Torej, coach je nekdo, ki v sodelovanju s klientom odkriva in odklepa potenciale klienta. Ja? V sodelovanju s klientom odkriva in odklepa potenciale klienta. Coach, če vam še dam neko domačo definicijo, je nekdo, ki s pomočjo vprašanj, tukaj moramo počrtati vprašanj, in seveda moramo paziti, da ta vprašanja niso sugestibilna, nam pomaga razjasniti, načrtovati in spodbuditi uresničitev klientovih ciljev. V praksi pomeni to, kaj je. Da je coach iskan poklic, iz mojih izkušenj vam povem, da je najbolj plačen poklic v tem trenutku. In tukaj govorimo v podjetjih, je to postavka lahko 200 evrov in več na uro. Coach, mentor. Ne samo coach, temveč coach, mentor, coach, svetovalec. Te kombinacije so danes najbolj iskane. In tudi zelo, zelo dobro plačene. Zakaj? Ker podjetja, sem že povedal prej številko, kakšen je return on investment, podjetnik, ko se enkrat zave, kakšna je vrednost coachinga, ne funkcionira nikoli več brez coacha. Ko jaz gledam mojo pot, podjetniško pot, vidim, da sem največkrat rastel prepočasi takrat, ko nisem imel ob sebi nekoga, ki mi pomaga. In danes priznam s ponosom, da imam več coachov, ki mi pomagajo na različnih področjih. Tako privatno, kot tudi poslovno. In tukaj hočem tudi, da vi razmišljate o tem, kje rabite pomoč in kje se lahko naučite sami coaching procesa, da boste potem znali tudi prepoznati, kateri coachi so za vas ta pravi in kako oni delajo coaching proces. Ker če boste enkrat, ko razumete coaching proces, potem ne boste vzeli vsakega coacha, ker ga ne boste mogli, ker to, kar počne, ni skladno s tem, kar vi veste, da je coaching. Ja? Coach danes rešuje 2 ključne težave. In tukaj bi vam rad res bi rad, da to razumete zdaj, kaj coach rešuje. Torej, pozor, mi dostikrat, ko si postavljamo cilje, imamo neko linearno pot. Ja? Mi razmišljamo, zdaj sem v točki A in v točki B je denar, ki ga rabim.
Ali pa zdaj sem v točki A in v točki B je partnerski odnos, ki si ga želim. Zdaj sem v točki A in v točki B je, ne vem, zdravje, ki ga hočem. V praksi pa ni linearne poti. Ja? Če ste bili v kakršnem koli cilju, če ste dosegli kakršen koli cilj, veste, da pot ni linearna. In kaj se zgodi? Zgodi se to, da, recimo, da si želite izboljšati komunikacijo v družini, da zdaj imate slabo komunikacijo in bi radi s coaching procesom, s coachingom postavili neke boljše temelje. Ali pa da recimo, da je vaš izziv zdravje, da bi radi s coaching procesom odpravili recimo kajenje ali pa neko drugo razvado, ki vam onemogoča, da ste zdravi. Ali pa da je izziv finance, torej da zdaj ste brez denarja, pa bi radi izboljšali svoje finančno stanje s pomočjo coaching procesa. Morda je dom, fizično okolje, to, kar sem prej v kolesu življenja omenil na koncu, zadnje, tista stvar, ki bi radi izboljšali. Danes v podjetjih se cel kup ljudi pojavlja, da so izgoreli. Izgorelost je posledica postavljanja slabih vprašanj. Slaba vprašanja vodijo v nek negativen trans, ki pripelje na koncu do izgorelosti, pregorelosti, izkurjenosti, ne vem, kakšen koli izraz že uporabite za to. Danes je depresija pogost pojav in recimo, da bi radi coaching proces za to uporabili. Partnerski odnos, da so ljudje recimo dostakrat osamljeni, samski ali pa tudi osamljeni v odnosu zaradi tega, ker sami sebi in tudi partnerji ne znajo postavljati dobrih vprašanj, ne razumejo tega coaching procesa. Strah pred javnim nastopanjem je neka taka zelo pogosta pojava transformacije ali pa izziva, ki ga imajo danes ljudje. Recimo vodenje je tak izziv, ki ga danes s coachingom rešujemo. Prodaja, recimo, je spet nek tak izziv, ki se zmanjšuje, predvsem zato, ker ne znamo prav voditi sodelavci ekipo v sami prodaji. V karieri so danes ljudje obtičali kot izziv ali pa problem, ki ga imajo. Potem imamo izziv recimo v prehrani, ko ljudje nezavedno izberejo prehrano, ki si jo ne želijo jesti in na koncu seveda pride do tega, da imajo izziv na tem področju. Telesna teža, danes ustvarja še cel kup ljudi, ki trpijo in kljub vsemu nekaj naredijo in potem seveda, ker jim je to ni všeč, odnehajo. Torej, coach rešuje dve težavi, sem rekel. Zdaj sem vam dal neka področja, kjer jih coach rešuje. Težava številka 1 je, coach pomaga ozavestiti omejujoče mentalne vzorce in modele sveta. Ljudje danes vejo, da imajo težavo, tukaj tega ne rabijo coacha za to, ne rabijo razumeti, kako coaching proces poteka, se pa ne zavedajo omejitev, ki jih imajo v sebi, vzorcev, ki jih imajo v sebi, ker so navznoter, so nezavedne. Ljudje danes, ki jih boste vprašali, recimo, ne rečejo, sem Marija in imam 3 omejujoča prepričanja glede denarja, eno vrednoto v konfliktu. Oni ne znajo definirati, kaj je case. Doskrat ljudje rečejo ponovadi, jaz sem Marija, nimam denarja, zato ker je kriza v svetu. Ja? Torej, to definicija že v štartu vemo, da je igranje vloge žrtve, da je nekdo drug odgovoren za finance, da je nekdo drug odgovoren za zdravje, da je nekdo drug odgovoren za nekaj drugega, je definicija vloge žrtve. Ljudje, ki rečejo, da je nekdo drug kriv, vi jim ne morete pomagati. Vi kot coachi je vaša naloga, da odgovornost za spremembo date tej osebi, da se sama spremeni. Druga težava je, to je prva težava, da ljudje niti ne razumejo, da imajo izziv, oziroma kakšen izziv imajo na nezavednem svetu. In druga težava, ki coaching proces rešuje, oziroma coach rešuje, je, da jih ne znajo ljudje sami rešiti. Vejo, pa so prepoznali težavo, razumejo lahko vzorec, vendar nimajo pa rešitve. In tukaj vam dam en stavek, ki bi rad, da se ga res zapomnite. Če bi znali ljudje sami rešiti in narediti spremembo, preboj, bi to že zdavnaj naredili. To se res ne pišite. To je res pomembno, da razumete. Tudi potem boste razumeli, kako pomemben je ta proces. In še nekaj bi vam tukaj dal. Tradicionalni način za doseganje uspeha in rezultatov je bil kakšen? Kakšen je bil tradicionalni način? V starih časih, upam, da so res to stari časi, kaj je naredil? Človek je naredil in zaključil študij in potem šel včasih na kakšno delavnico do konca študija in to je to, do konca življenja. Obstaja pa eno področje, kjer to ne drži. Ja? Eno področje obstaja, ko to ne drži. Ko ljudje, ko zaključijo vse možne procese, še vedno cel čas imajo ob sebi coacha, nekoga, ki jim pomaga. Kjero področje? Ja? Povejte mi, kjero področje je tako področje, kjer danes ljudje rabijo coacha, pa več coachov in
to rabijo cel čas. Na katerem področju, kaj bi rekli, kje v svetu. Ja? Ok, to je področje vrhunskega športa. Najboljši, najbolj plačani, najbolj uspešni športniki se nenehno izboljšujejo. Imajo coacha, imajo več coachov. In pozor, če oni, ki so najboljši od najboljših, imajo coache, pa so bili najboljši od najboljših, imajo coache na vseh različnih možnih področjih in posvetijo pozornost tem področjem, zato ker vejo, da potem lažje, bolje funkcionirajo, so bolj uspešni. Ni nujno to samo povezano z denarjem, temveč je povezano s tem, da razumejo pomen tega. Kakšne coache imajo ti ljudje, športniki, če pogledate recimo nogomet, taktika, kondicija, tehnika, psihologija, hrana, spanje in tako dalje. Real Madrid ima 4 mentalne trenerje. Ne trenerje za igro, ne kondicijske trenerje, trenerje, ki morajo pomagati ekipi tudi ne samo na igrišču, da boljši performance imajo, temveč iz igrišča, ker ti ljudje, ko dobijo vse te količino denarja, v resnici lahko se slabše znajdejo potem naprej. In to je bilo moje vprašanje, ki ga imam dostikrat, ko se pogovarjam s podjetniki, z vodji, če oni razumejo vrednost tega, ki so že tako najboljši od najboljših, zakaj ne bi bili mi najboljši, ker smo lahko? Ja? In tukaj bi rad, da vam dam res to kot za razmislek. Torej, kaj je coaching? Coaching je povečanje učinkovite komunikacije in pomoč pri reševanju problemov. Ja? Če sem že prej rekel, ne, zakaj samo oni, ne, zakaj samo ti športniki, ne, se vedno vprašajte naslednje vprašanje. Kaj bi vam prineslo v življenju, če bi zaključna področja, ker si želite izboljšati, imeli coacha, ali pa vsaj, da izboljšate svoj model samo-coachinga? Ja? Torej, coaching smo rekli, je umetnost postavljanja dobrih vprašanj. S coachingom zmanjšamo stres, povečamo prilagodljivost in tako dalje. Torej, coaching je torej vprašanja, zaporedje vprašanj, motiviranje, spodbujanje drugih. Samo coaching pa je vprašanja, zaporedje vprašanj, motiviranje, spodbujanje sebe. Torej, mi komuniciramo z drugimi in komuniciramo sami s sabo. Zdaj pa, dajmo si pogledati, kaj so slaba vprašanja in kaj so dobra vprašanja. Kaj so tista vprašanja, ki nas peljejo v napačno smer? Več o tem tudi jutri. Torej, dobra vprašanja, ker večina ljudi ne razume razlike med dobrimi in slabimi vprašanji. Slaba vprašanja, smo rekli, vodijo k igranju žrtve, smiljenju samemu sebi, dobra vprašanja vodijo k rezultatom, k iskanjem rešitve. Ja? Tukaj imamo nekaj primerov dobrih vprašanj, kdaj, kaj, kako, kje, zakaj. Zakaj smo rekli spet, da je dobro vprašanje, če ga pravilno uporabimo, torej ni vedno slabo. Ljudje, kar jaz poslušam, ljudi, največkrat slabo uporabljajo. Torej, uporabljajo tako, da povečajo problem, ne pa zmanjšajo, da ljudi dajo v vlogo žrtve, ne pa jim pomagajo, da se osvobodijo vloge žrtve. Torej, večina ljudi danes uporabljajo zakaj vprašanje napačno. Zato, če ga ne znate uporabljati, rajši ga ne uporabljate. Veš, zdaj dam vse takoj. Torej, slabo vprašanje, zakaj se to dogaja meni? Ja? Ker to vprašanje vas bo dalo v cikel razmišljanja, zakaj se to meni dogaja. In to je bilo moje vprašanje, takrat, ko sem praktično izgorel. Ja? Slabo vprašanje. Definitivno vodi v negativno čustveno stanje in definitivno vodi v iskanje, ker vi se morate zavedati, da vprašanja so tako, kot da imate volan, ki vas pelje v napačno smer. Ja? Vi s tem volanom zavrtite ven iz ceste. Ali pa, če rečem po domače, proč od cilja. Kaj meni tega treba? Ja, torej, to vprašanje slišim dostikrat v podjetjih, ko prijem, kaj je to meni treba in imajo neki izziv pred sabo za rešiti. Ne? A je kakšno? Kako je lahko še slabše? Mama mia. Ja? Torej, a je kakšno tako vaše vprašanje? Ali pa recimo, kaj si bodo drugi mislili? Ne? A imamo kakšno tako vprašanje? Ja. Torej, zakaj lih jaz? Zakaj lih zdaj? Kaj sem naredila slaba? To so vprašanja, ki vodijo v izmišljevanje zgodb, ki vodijo v negativno čustveno stanje, vlogo žrtve in tako imenovan cikel
negativen cikl samo coachinga. Ja? Samo coaching smo rekli, coaching sama sebe. Vi nenehno dajete sam sebi neka vprašanja, ki vodijo potem negativne transe. In tukaj imamo nekaj slabih vprašanj. Več bomo o tem tudi jutri govorili. Potem, naslednjo vprašanje so pa dobra vprašanja. Vprašanje, ki je dobro vprašanje, je, kako lahko v tem trenutku uživam. Tudi če je zdaj pada dež, metaforično govorim, da se nekaj dogaja, ker ni tako fajn. Ne? Kako lahko uživam v tem trenutku. In danes, ko sem se vozil na delavnico v Mursko Soboto, oziroma mislim, če sem prav se spomnil, je nek kraj Polana, ne? Če sem prav povedal, ta kraj Polana, tam je nek hotel Štrk, nimam pojma, no. Prek Murju, mi je Garmin najprej crknil, telefon zmrznil in potem sem bil nekoliko pozen in potem slišam ta traktor. Ja? Slabo vprašanje, seveda, ki sem se takrat postavil, je, kaj ta traktor dela ob te uri? In vozi tako počasi, ker je bila kar nekaj kolona. In potem je dobro vprašanje, da sem se pomiril, kako lahko uživam in razgled tisti, ki niste še bili na Prekmurju, vam priporočam, čudovit, lepi kraj in kako lahko uživam v tem trenutku. Povsem drugačen fokus. Potem naslednje vprašanje, ki je poslovno vprašanje, ki bi radi si ga napišete, ki je res dobro poslovno vprašanje, ki si ga jaz postavljam od leta 2015, to je zadnjih 7 let, kako lahko služim ljudem medtem, ko spim. Posledično tudi svoje služenje denarja, tukaj predvsem, da služite ljudem. Ne vem, če to vprašanje vam všeč, ali kakšen tukaj, ki si želi pomagati ljudem tudi, ko bo spal, ali pa tudi, ko bo na dopustu. In zato biti finančno narejen. Napišite mi, če si to želite, je to vprašanje, Štrk pomeni štorkla, pravi Barbara. A to je kakšno posebno prekmursko ime, nisem vedel. Velika Polana, pravi Mojca, pokrat solja, veliko lepo. To je Štrk, bravo, vidiš, ja, to si zapomnil, ja. Prekmurci to vejo vse že, evo, ko lepo. To je recimo en dober način za služenje denarja ljudem, medtem ko spite, ja. Lepo prosim, ne poenostavljati stvari, ker ljudje rečejo, ja, napišeš knjigo, posnameš video ali pa audio, ne. Vi morate razmišljati o procesu, ne samo o statični točki, ne, tako da ja. Potem, recimo, ko zaključite dan, da naredite nek povzetek, je dobro vprašanje, katere so 3 dobre stvari današnjega dne. To so zdaj vprašanja, ki si jih lahko mi postavljamo sami sebi v tem tako imenovanem samo coaching procesu. Ja? Dobra vprašanja, dobri odgovori, slaba vprašanja, slabi odgovori. Zapomnite si to še enkrat. Zdaj pa, za tiste, ki verjamete v zakon privlačnosti, prej sem videl, da nekateri ste prebrali knjige Secret, oziroma lahko tudi Esther Hicks, oziroma Esther Jerry Hicksa, Abrahame. Karkoli mislite, to privlačite. Torej, vaš zunanji svet je posledica vaših misli, pa misli, ki ste jih imeli nekoč. Največkrat ste te misli nezavedne, nekje navznoter. Ne? Torej, kako deluje zakon privlačnosti? Vi si nekaj zaželite, potem dobite neko priložnost in rečete da ali pa ne. Ponavadi tako. Priložnost pride, vi rečete da in greste naprej. Ja, neke aktivnosti. Zdaj pa, te misli imajo neko magnetno moč, vaše vprašanja so pa neke vrste sprožilci miselnih tokov. To so vaše vprašanja. Vaše vprašanja so sprožilci miselnih tokov in čustvenih stanj. In temu rečemo samo coaching. Ja? Ko vi začnete z nekim vprašanjem in potem pride naslednje vprašanje, tretje vprašanje in potem nastane cel film, mi rečemo temu seveda neke vrste samo hipnoza ali pa trans. In v začetek transa, začetek samo hipnoze in tega miselnega toka je pa vprašanje. Spremenite vprašanje, spremenili boste odgovore. Ja? Zdaj, jaz verjamem, da je coaching lahko priložnost. Zakaj? Zato, ker prvič lahko pomagate sebi, lahko pomagate drugim in na koncu je to lahko poslovna priložnost. Če je coaching industrija za IT-jem druga najbolj hitro rastoča industrija, ni zato, ker bi toliko bilo ponudnikov, je bilo zato, ker je toliko izzivov imajo danes ljudje, ko so tudi za trenutne situacije osamljeni, nimajo nekih orodij. Tudi, če pogledate, mi danes, in tukaj se opravičuje, dragi učitelji, ker to zdaj govorim z nekim spoštovanjem do učiteljskega poklica, mi danes dajemo otrokom podobna orodja, kot smo jih dali pred ne vem koliko leti, ko sem jaz hodil v šolo, in zelo podobna orodja, kot smo jih dali, ko so moji starši hodili v šolo. In danes otroci rabijo drugačen način, drugačna orodja, drugačne pristope, drugačne možnosti za osebnostno rast in razvoj in tako dalje. Tako da jaz verjamem, da bomo imeli dosti priložnosti, še posebej, ko bo te generacije še nekoliko starejše.
In zdaj, tisti, ki vas zanima coaching in ta proces, je pomembno, da ne rabite biti odlični. To sem vam že rekel, temveč, da začnete, ne rabite biti odlični, vendar, če hočete biti odlični, morate enkrat začeti. Zdaj, marsikdo misli, da na trgu ni več prostora za nove coache. Jaz vam pravim, da to ne drži. Zakaj? Ker je odvisno, kakšno nišo avatar boste zbrali. O tem bomo govorili v ponedeljek, ko vam bom dal nekaj konkretnih primerov in priložnosti, ki so danes na voljo. Večina ljudi se tudi boji, da nima dovolj izkušenj na nekem področju, da bi bili coachi. In tudi to ne drži. Zakaj? Zato, ker vi rabite biti en korak pred klientom, vi rabite iti skozi neko transformacijo, nek preboj, nekaj doseči, narediti, premakniti, preživeti in potem ljudje vam tudi prej lažje, hitreje zaupajo. In aktivno poslušanje, ker je eno izmed pomembnih prvin coachinga, se lahko naučite. Postane dobrih vprašanj se lahko naučite. Ja? Kako se priložnosti pokažejo v življenju, ko skozi pravim, da ljudje morajo biti odprti za priložnosti. Nekoga srečate, preberete neko misel, neko povabilo dobite in tako dalje. In vaša naloga je, da potem te priložnosti pravilno izberete in tistim, ki so prave priložnosti, rečete da. Zdaj, struktura samo coachinga poteka tako. Ja? In rekli smo že, da o tem bomo podrobneje govorili jutri. Torej, struktura samo coachinga poteka tako, da ker jutri bomo govorili o strukturi coachinga in samo coachinga. Da prvo dobite neko vprašanje. Temu rečemo sprožilno vprašanje. Recimo, da je sprožilno vprašanje, zakaj se to ne dogaja. Potem začne tok misli in naslednje vprašanje, ki temu sledijo. Najprej odgovor, potem vprašanje. Potem odgovor, vprašanje. In potem nas to pelje različna čustvena stanja in še ena stvar se zgodi dostikrat, samo coaching vodi tako imenovano coaching zanko, in ta coaching zanka na koncu nima rezultata, nima nekega izhoda. In to je podobno temu, kot da imam volan, vendar vozim avto v napačno smer. To, kar sem vam že rekel. Torej, vaša naloga mora biti, da se vprašate, kje ste sedaj in kje bi radi bili. Kakšen rezultat bi radi uresničili. Zdaj, če vam dam nekaj področji, kjer se coaching uporablja in kje so priložnosti danes vidim. Recimo pri vodenju. Torej, da povečate samozavest sodelavcev, da jih bolj poslušate, razumete, da jih motivirate, da jim odpravite njihova prepričanja omejujoča, da jim postavite neke jasne cilje, zmanjšate strahove. In še enkrat ponavljam, to se mi zdi važno. Če želite ugotoviti, kako dobri ste kot vodje coachi, kako dobro uporabljate coaching pri vodenju, odgovorite na to vprašanje. Kako samostojni so vaši sodelavci in kako dobro delegirate naloge s coachingom. Potem naslednje področje je prodaja. Ja, to sem vam že omenil. Torej, pri prodaji imamo stik, prepričljivost, postavljanje dobrih vprašanj, razumevanje sogovornika, potem prodaja v korist stranke, preokvirjanje, pogajanja, modeli sveta. In dober coach prodajalec, ki uporablja coaching orodja, je nekdo, ki ga same stranke priporočajo. Jaz res trpim, ko imam pred sabo prodajalce, ker pojma nima, kako izvesti coaching prodajo. Zato, ker jaz že znam odgovoriti, pa se mi smilijo ljudje in stranke, ki pridejo k temu prodajalcu. Prvič, ker bo mogoče lahko prodal s tem načinom, vendar te stranke se ne bojo vračale in še najmanj, a bojo kdaj priporočale. Zato tisti, ki imate prodajalce, ki se ukvarjate s prodajo, lepo prosim, da naučite prvine coachinga in tega procesa vaše prodajalce, ker to morajo razumeti in nekaj bomo jutri strukturi govorili. Jaz sem že omenil, da rabimo danes vzgajati samostojne otroke. Ja? Zakaj? Ker so bolj samozavestni, bolj samostojni. Otroci danes ne morete verjeti, koliko imajo sami inteligence v sebi že, koliko že sami dobro vejo. Seveda, mi ne moramo biti samo starši coachi, mi smo starši mentori. In isto velja za ostala področja. Mi rabimo imeti kombinacijo. In to sem vam že rekel, da danes je najbolj plačana kombinacija. Danes ljudje povprašujejo po kombinaciji. Si želijo kombinacije, torej da nekdo pride, da ima dobro vprašanje najprej in potem da neko vsebino, nek feedback, povratno informacijo. Vendar morate razmišljati pri otrocih, kaj je boljši, da damo otroku ribo ali pa naučim, kako se ribo sam ulovi. In zdaj tukaj ne govorim zato, da damo otroku neko materialno dobrino, temveč, ali pa da ga naučim to materialno dobrino pridobiti, temveč, da ga naučim kritičnega razmišljanja in da si zna sam postaviti dobro vprašanje. Ja? In rad bi vam tudi zaupal
zelo enostaven način, kako lahko tisti, ki vas zanima ta proces, začnete, in to je, da ko dobite vprašanje, odgovorite na to vprašanje z vprašanjem. Torej, vprašanje so način, kako vrnete žogico nazaj. Ja, torej, nekdo prije k vam in vam reče, kaj svetuješ, in rečete, kaj ti misliš. Ja, torej, to je zelo enostaven način, kako vrnete žogico nazaj, in to boste tudi pri otroku naredili, ker potem boste seveda dobili nazaj feedback, kako ta oseba razmišlja. Ker če vi skozi razmišljate namesto nekoga drugega kot vodje, če vi skozi razmišljate namesto nekoga drugega kot prodajalci, če vi skozi razmišljate namesto nekoga drugega kot starši, potem ta otrok je invalid, zdaj govorim ne fizično, temveč mentalno, ker nima samostojnega kritičnega načina razmišljanja, ker starš razmišlja namesto njega, ker vodja razmišlja namesto njega, ker vodja prodaje razmišlja namesto njega. Pred leti, kar nekaj let nazaj, sem za eno znano farmacevtsko družbo izvajal delavnice, in njihov namen je bil ta, da bi vsi prodajalci, ki imajo vodja prodaje, poznali proces ne samo coachinga, zato da, ker oni imajo res kratek čas, dostikrat, ki pridejo, ker niso prodajalci v resnici, pospeševalci, ne vem, kako se temu reče točno, svetovalci, za prodajo imajo zelo malo časa v resnici pri samem zdravniku ali pa na voljo. In da se naučijo ne feedbacka, ker potem imajo problem ti vodje prodaje, da morajo skozi dati ta feedback, temveč da se naučijo tako imenovan coaching feedback. In coaching feedback je to, da si sam nekdo zna narediti sistem coaching vprašanj, ker potem vidi, kaj rabi izboljšati, in lažje potem je samostojen na terenu, še posebej, če nimate nekega osebnega stika. In pozor, partnerstvo isto, Če pogledate, moška-ženska energija, polarnost, komunikacija, odprava konfliktov, razumevanje želja in potreb, razumevanje jezika ljubezni in tako dalje. Torej, to spreminjanje od znotraj. Danes je izziv ta, da mi prihajamo v čas, ko delamo tako direktivno. In ta direktivnost dostikrat izhaja tudi iz napačne polarnosti, da ima ženska dosti moške energije ali pa moški dosti ženske energije, in ta zamenjena polarnost se zgodi, da gre cela komunikacija v napačno smer. In tukaj vidim eno res pomembno priložnost za vse, da se vprašate naslednje vprašanje. Ali bi radi spremenili partnerja na silo in to ne funkcionira, ali bi radi, da se partner sam spremeni. In ena stvar se zgodi, mogoče samo toliko, da to poudarim, ker bi radi razumete, ena stvar se zgodi takrat, ko boste v samem procesu coachinga ali pa v samem procesu komunikacije v odnosu, v službi, v vzgoji, ena stvar se zgodi. In takrat coachi dostikrat obupajo. Recimo, nekdo pridobi coaching znanja, razume coaching proces, ve, kaj mora vprašati, kako mora vprašati, in potem se zgodi nekaj, da obupa. Obupa v tem smislu, da reče, zdaj mora iti mentorstvo. Ker sem postavil 3 vprašanja, ne razume in želijo pohitriti spremembo in dosežejo kontraefekt. Bolj, ko boste pritiskali na tisti star klasičen način, da se nekdo spremeni, in opazite, da dobivate negativen povratno informacijo, bolj boste odmakani od sebe proč od spremembe, da ne bo se hotela spremeniti, ali se sploh ne bo spremenila. Največkrat mi, ko komuniciramo z nekom, da se spremeni, mu s svojimi besedami govorimo, takšna kot si, nisi dosti dobra zame, ali pa takšen kot si, nisi dosti dobra zame. In tukaj res vidim priložnost, v bistvu možnost, da naredimo neko spremembo ali pa nek preboj. Ja, ok, fajn. Torej, tukaj imam zdaj vprašanje, ki vam dajem. Jaz vam zdaj dajem vprašanje, kaj si želite, kaj bi radi, In na koncu, jaz verjamem, da coach, recimo, ali pa coaching lahko uporabite kjerkoli, ko želite neko izboljšanje vedenja in doseganje drugačnih rezultatov. Ja? Ne gre za to, da ste najboljši, temveč da ste boljši, kot ste bili včeraj. To je cilj coaching procesa, izboljševanja. In če ne zdaj, kdaj? Boste izkoristili to priložnost, da spremenite svoj zemljevid sveta, in dajmo te 4 dni za to izkoristiti. Ne pozabite, vaš zunanji svet je refleksija vašega notranjega sveta, in tukaj se boste vprašati, katera vprašanja vam bodo pomagala spremeniti vaš model sveta. Zdaj, ko boste si postavljali vprašanja
Dajte si postaviti nova vprašanja za kolo življenja. Katera nova vprašanja boste lahko uporabili za to, da boste si pomagali na tem področju? Katera nova vprašanja rabite? Pomislite, kaj rabim novega se vprašati, drugače se vprašati na področju denarja, karijere, zdravja in tudi temu je namenjen delovni zvezek, da malo pogledate ta področja in potem poiščete nova vprašanja. To vam dam za domačo nalogo do jutri. Prav, se hecam, lahko čez vikend naredite v miru. Važno je, da veste, kaj bi radi spremenili, zakaj bi to radi spremenili, zakaj je to pomembno, zakaj si želite več denarja, zakaj si želite drugo kariero ali pa neko izboljšavo v obstoječi karieri, zakaj si želite boljšo komunikacijo s partnerjem, z otrokom, zdravje, telesno težo. Ker če boste imeli samo kaj, jasnost in ne boste imeli zakaj, zdaj vidite, to je kontekst, ker je seveda zakaj primerno vprašanje, boste vedno imeli premalo goriva, premalo motivacije, premalo želje, premalo nekih emocij, da vas bodo tja pripeljale. In ne dovolite, to skozi ponavljam, ne dovolite, da vas kako ustavi. Ker danes ljudje imajo jasnost, kaj bi radi, in potem pride do tega vprašanja, zakaj, in tukaj tudi vejo, zakaj bi nekaj radi, in potem pride do kako, in potem se to ustavijo. Nočem, da se ustavite tukaj. In tudi danes v coachingu ljudje prehitro grejo, in to bomo jutri govorili o strukturi, prehitro grejo na tako imenovan call to action in seveda s tem ubijajo proces. S tem naredijo največjo napako v coachingu. Prehitro rečejo in ljudi spodbudijo k akciji in dosežejo kontraefekt, tako imenovan boomerang efekt. Ja? In isto se zgodi v prodaji. Coaching, proces prodaje, prodajalec prehitro zaključuje in ne proda. Nasprotno še. Odvrne stranko v stran in mi smo rekli, da najboljši prodajalci, tisti, ki si želite biti najboljši prodajalci, so prodajalci, kateri se stranke vračajo. Ja? Tukaj imamo delovni zvezek, to je delovni zvezek, ki je na masteracademia.com, pošiljnica DZ Coaching 1, to je prvi delovni zvezek, ki ga dobite seveda, ko se prijavite noter v to. Napišite lepo prosim, če imate kakšno vprašanje zame, če bi radi, da bi v naslednjih 3 dneh imamo na voljo odgovoril na kakšno vprašanje. Jaz nisem uspel slediti četu v celoti, ker sem skoncentriran na to, da delim z vami te vsebine, ta znanja. Zdaj bi rad z vami naredil seveda naš zaključek. Malo hitro smo šli skozi, upam, da so te vsebine koristne, uporabne. Seveda imamo še tako vizualizacijo za zaključek, ki bi rad naredil skupaj z vami. Torej, delovni zvezek coachinga. Danes smo postavili nekaj temeljev, upam, da razumemo vsi razliko med coachem, mentorjem, svetovalcem. Upam, da razumemo, pa vsaj začetek do pri slabih vprašanj. Ja? In da razumete v bistvu, kako pomemben je ta coaching, da so tukaj na tem področju priložnosti. To je bil tudi današnji namen. Jutri smo rekli, spoznavamo strukturo coachinga, torej bomo šli pogledati, kakšni so koraki, kako coaching poteka. Torej vse korake coachinga in tudi kakšna je struktura oziroma proces potek samo coachinga, tako da boste imeli tudi distinkcijo. Torej gremo na praktične primere. Jutri, v ponedeljek bomo govorili o nišah, področjih coachinga in seveda v sredo potem govorimo tudi o aplikaciji, uporabi, implementaciji. Grow model boste spoznali v sredo, ki je eden najbolj znanih takih enostavnih modelov v coachingu, seveda znotraj coachinga tudi še vrsta drugih primerov, tako da te 4 dni bi rad, da dobite res neko dobro sliko, vse kar coaching vključuje in da naredite s temi orodji lahko neko spremembo, preboj. Tukaj imamo smo neki link do delovnega zvezka, če si niste ga poslikali, si ga poslikajte, prepišite, napišete v brskalnik, v browser, ga imate tudi v klepetu, kliknite na link, izpolnite podatke, dajte mi seveda vaš iskren feedback, povratno informacijo. Dajte povabiti seveda podobno misleče ljudi, ki mislite, da jim to znanje lahko koristijo, še posebej tiste, ki bi radi, da imajo konkretna znanja, ki jih bomo šli jutri skozi. Jutri bomo dal tudi res več primerov, kako lahko poteka tako imenovan proces samo coachinga, ki vas bojo fascinirali, sem prepričan. Tako da povabite ljudi v to našo čudovito skupino, v skupino Coaching Diploma. To bo verjetno, eni ste nas njih spraševali danes, to bo verjetno zadnji sklop brezplačnih delavnic, ki bomo zdaj kar nekaj časa izvedli, tako da najverjetneje do jeseni ne bomo imeli več drugih delavnic, tako da to so zdaj
zadnja taka delavnica, 4-dnevna, za kar daljše obdobje, tako da bom hvaležen, vesel, če boste z nami te 4 dni in seveda nekaj dni ostane tudi potem posnetki še v skupini. Torej, urnik še enkrat, da si boste dali v koledar, 8.4., to je jutri, 20:30, struktura, torej zaporedje, koraki. Ponedeljek je izbira niše, praktična uporaba coachinga, za tiste, ki bi radi coaching uporabljali v službi, starševstvu, partnerstvu in tako dalje. In sreda, doseganje ciljev, rezultatov s coachingom, tako imenovan grow model coachinga. In če bo koga zanimalo, tudi v sredo vas bom povabil k sodelovanju naprej skupaj z mano. Ja, to je to. V naslednjem srečanju smo rekli jutri, struktura coaching procesa, zaprta, odprta vprašanja, eno zanimivo nagradno igro, tako da jutri lahko dobite knjigo, mojo najnovejšo knjigo, ki bo šla v tisk, upam, jutri, ja. Kaj pomeni tako imenovan coaching zid? Kako lahko ta zid zaobidemo? Proces samo coachinga nas čaka, coaching zanka in na koncu 3 naravni tipi coachov in se številne druge teme nas čakajo jutri. Ja, kdo se že veseli jutrišnjega dne? Ja, dajmo zdaj narediti en tak zaključek skupaj, eno tako zanimivo, simpatično vizualizacijo, preden zaključimo, ne pozabite pogledati delni zvezek, toliko da damo nekaj pozitivne energije nazaj za ta dan, za to naše druženje. Vam bom hvaležen, če napišete v komentarje, kako je bilo, če ste dobili vsaj eno zanimivo idejo ali pa vsaj nekaj novega ste se naučili, ali ste že vse vedeli, ker eni že toliko znate in veste. Torej, tako da napišite mi samo toliko, da vem. Jaz sem hvaležen seveda Andrej, da je danes tukaj z mano in da mi pomaga. Predvsem tukaj se mi zdi ključna tukaj ta del, ker vem, da imate vi cel kup vprašanj ali pa cel kup nekih idej, zamisli, ne? In zaradi tega sem hvaležen, zato da ste dobili že odgovore v samem procesu. Torej, zdaj pa vas vabim, če ste toliko prijazni z mano, da naredite en globok vdih skozi nos, počasen izdih skozi usta. Vabim vas seveda, da se nasmehnete, če se še niste nasmehnili, je to zdaj pravi trenutek, da naredite en majhen nasmešek. In vas vabim, da seveda sproščeno, mirno dihate. In ko dihate sproščeno in mirno, vas vabim, da poslušate moj glas, da poslušate in imate različne misli. Evo, Andreja, delim jaz zvok. Zdaj je malo glasen, ne? Napišite mi samo, če je glas v redu, oziroma zvok te moje glasbe. Ok, pravi Andreja, odlično. Super, samo tako, da ni preglasno, no? Tako da ne slišite mene in da slišite zvok. Odlično. Naredimo en globok vdih skozi nos, še enkrat izdih. Nasmeh, vedeli ste ten nasmeh. Zaprite oči, če še tega niste naredili. Vabim vas, da pomislite, kaj vas je pripeljalo na to delavnico, zakaj ste tukaj. Ko ste tukaj z mano danes, na tej delavnici, in ko poslušate mene in moj glas, in ko delim Facebook, rade pomislite, kaj je tista sprememba, ki bi radi naredili. Kakšen klic imate? Vas nekdo vprašal, kaj je smisel življenja, zakaj ste tukaj, kaj bi rekli. In rad bi, da vidite sebe, kako delate spremembo za spremembo. In najdete moč, sposobnost, motivacijo, željo, da vidite nekaj dobrega za sebe, nekaj dobrega za ljudi in okrog sebe. Posvetite svoje življenje. Večjemu namenu, da ste vi sami. Vedno znova, ko usmerite energijo v to, da delate dobro, da spremenjate svet na bolje,
Dobivate podporo. Rastete, se razvijate, postajate boljši. Dihate sproščeno, umirjeno. Vsake znova vidite sebe v prihodnosti. Kako lepo, čudovito življenje vas čaka. Zmorete, v sebi imate čudovito moč. Koristite potencial, ki ga imate na voljo. Še en globoko dih skozi nos. Držite časen izdih skozi usta. Danes ponoči, ko spite in sanjate, bi rad, da spite in sanjate, imate lepe, mirne sanje. Vse v redu, zaupajte. Zaupajte. V redu je vse. Rad bi, da ko bomo šli skozi vse 3-4 dni, danes, jutri, ponedeljek, sreda, gledate, kaj so konkretne vsebine znanja, ki jih lahko tako implementirate. Kaj boste s temi znanji naredili? Komu boste pomagali? Izkoristite ta trenutek, bo povezana s to energijo, zato da delate dobro. Dajte imeti vizijo, da boste najboljši kovči, najboljši kovčinje na svetu. Boste najboljši starši kovči, najboljši partneri kovči, najboljši podobni kovči, pomagalci kovči. Znaj ta orodja znanja uporabljati najvišje dobro. Pišite nasmešek, globoko dih skozi nos, časen izdih skozi usta. Kako se počutite? Mama mija, nisem niti videl, da imamo danes eno posebno VIP gostjo. VIP gostja na Zoomu. VIP gostja na Zoomu. Kje je naša Maja? Ja, je ni na sliki, ne, Maja? Sada Mojca je. Si sama Mojca, ali kaj je? Maja ne vidi.